Dragi alieni, dobrodošli in pozdravljeni na Alien kanalu oziroma kanalu od Alenke Trogarli. Živijo, kako ste danes, obravnavamo True Crime, ki se je sicer zgodil leta 1987, zlata lepa leta. Je bil pa rešen skoraj 30 let kasneje, leta 2011, tako da je solved primer, a lahko sem pojamram, da mi je zdaj ta video snemam v drugo. Včeraj sem ga začela snemati in je šlo full dobro, res dobro. In je vmes ta baterija crknila in pol je cel komp crashal in zdaj nimam audija. In v glavnem. Današnja zgodba bo govorila o Ricku in Gail Brink. Parček, ki sta bila sveže poročena samo 18 mesecev, dokler jih kruta usoda ni ločila. Oziroma ne ločila, ubila. Najprej naša lepa žareča Gail je bila rojena v družino zelo veliko otrok, 8 otrok. Tako da je bilo veliko bratcev in sestric in rečeno za to družino je bilo, da niso imeli veliko denarja, so imeli pa veliko ljubezni, tako da so kompenzirali. Niso si mogli veliko prvoščiti in tudi kdaj jih je to težilo in vlekel dol, ker pač ko nimaš denarja, imaš malo več težav v življenju načeloma. Ljubezen še vedno rešuje situacijo, ampak ni pa to vse. Upam, da sem naredila sliko, kako izgledajo, takrat so živeli v Michiganu. Je pa eno stvar Gail odnesla od tega otroštva in to je to, da vedno probaš vsekati obratno tisto, kar si prej imel, oziroma česar nisi imel in ona ni imela denarja in niso si mogli porošiti stvari in ona si rekla, če bom jaz v življenju kaj dosegla, je to, da bom imela veliko denarja, da bom lahko si kupila karkoli bom hotela, da bom lahko za svojo družino, za svoje otroke poskrbela in denar pri meni ne bo težava. Posledično je bila tako ekstremno zagreta v biznisu, zelo delovna, pridna in zelo lepa in karizmatična. Mislim, da je ona ena izmed unih žensk, ki tako na prvi pogled pogledaš in nisi wow, tipična Miss Universe ali pa ne vem, Instagram model, ampak tako, imela je energy, imela je karizmo, imela je charm in tudi ko je delala kot natakarca, prvo njeno delo je bilo to, je dobro služila, ker je imela toliko napetnin, ker je bila, ljudje so ji rekli tudi liquid sunshine, tako da je mogla imeti res dober energy. Tiste ženske, a veš, ki nekaj oddajajo in so vsi moški nori na njih. Tako da ja, imela je veliko pozornosti moških, ampak to ni bila težava, zaradi tega, ker je imela brata z imenom Ryan, upam tudi, da najdela njegovo sliko, da si ga predstavljate. Ryan je bil pa zaščitniški moški oziroma zaščitniški brat. Jaz osebno sem se vedno želela imeti brata, upam, da ne gleda tega moja sestra starejša, ampak vedno sem želela imeti starejšega brata, tako da me ščitil in čuval pred krutim svetom, ker mi je to full cute. Ne maram bratov, ki te pa tepejo, pa težijo, pa morijo, ampak tako, da te čuva. In on je tak bil, Ryan je bil full zaščitniški, tako da tudi ko je dobila Gail svojega prvega fanta, ime mu bilo Lars. Ona je bila takrat stara 18/19 in ko je bila stara 19, se je k njemu preselila, tako da je bilo že kar tako easy, resno. Ampak ta zveza ni bila srečna zveza. Gail je že zelo hitro ugotovila, da z njemu verjetno ne bo. Je bil pa on tak possessive, controlling, rad jo je kontroliral in tudi, ko se je ona odločila iti, je bil on jezen, ni bil happy in jo je fizično poškodoval. Stepal jo je in tudi njeno roko je baje na ta način zaprl predal ali omarico, nekaj od tega, da je imela pač poškodovano. In valjda, kdo tukaj v igro vstopi njen brat Ryan, ki je bil pa ultra zaščitniški in to so bila še una leta, te stvari niso bile tako, niste hitro prijavili policiji, valjda on je šel do tega Larsa in ga je stepal in sta imela cel šov tam in je rekel, naj se več ne približa, tralala, in valjda to ni šlo na policijo, itak sta bila oba kriva, en je ranil žensko, drugi je ranil njega, pač nič takega, v glavnem en tipičen moški koki prepir. Fight. Je pa še en razlog, zakaj je ona pravzaprav zapustila tega Larsa, ker je tudi že istočasno spoznala enega drugega moškega, ki pa dejansko bil ljubezen njenega življenja. Ta moški je bil Rick. To je bila ljubezen na prvi pogled in zelo rada slišim te zgodbice, ker se mi zdi, da ljubezen je lepo, da se začne tako res strong. In ona dva sta se videla na enem lokalnem dogodku in rečeno je, da pač kemija je bila instant in od tiste točke naprej sta bila neločljiva. In tudi ona je že, kot sem rekla, prej vedela, da z Larsom verjetno ne bo, ker res ni bil okej in ja, ni ga bilo težko pustiti. Še eno stvar sta imela ona dva skupno, torej Rick in Gail sta imela skupno željo po delu, denarju in sta bila oba zelo delovna in pridna. Tudi Rick je bil tako na šihtu znan kot zelo priden prodajni agent oziroma bil je vodja prodaje v podjetju
zelo zanesljiv, zelo priden, zelo šef ga je ful poznal, ful sta bila badja, ker sta res toliko dobro sodelovali, ker je bil toliko dober delavec, ker je toliko denarja noter prinesel in tudi zelo hitro sta se potem zaročila, res sta bila srečna in poroka je bila taka zelo privat, majhna, ampak na Lakefront klubu, mogoče in upam, da imela kakšno slikco, ker meni to zveni amazing, karkoli zraven jezera, jaz bi se tudi tako poročila. In pa sta šla baje na križarko, sta šla na honeymoon, tako da zveni vse tako res idilično. Sledili je valjda po naravni poti to, da sta se skupaj preselila in ful je imel srečo oče od Ricka, da je dobil po eni zelo izjemni ceni in zelo izjemno ponudbo za eno hišo, ko sta jo potem odkupila in sta jo začela renovirati. Tako da del njunega življenja je bil zdaj tudi, da sta renovirala to hišo in sta pleskala in popravljala in obnavljala in zraven sta se snemala, tako prav filmsko ono. In dejansko delujete, da se zabavate, veš, ne ono, kada je mučno in da imajo več, ampak tako fun, uživala sta v tem, da sta gradila njun life za naprej. In lih naslednji projekt, ki sta ga imela, je to, da predelata in obnovita otroško sobico. Ja, valjda planirala sta tudi podmladek, bila sta namreč tukaj poročena 18 mesecev. Se je pa vse obrnilo leta 1987, 21. novembra. Imeli so poroko. Poročil se je bivši srednješolski kolega od Ricka in ona dva valjda sta bila vabljena na to poroko, sta šla in sta se imela ful lepo. Baje je bilo vse super, sta plesala, pela, ob 11. sta se sicer že vračala, čeprav je bila to sobota, tudi oni imajo zgleda poroke tako na sobote kot mi. Rick je bil tako malo vesel, malo se je napil, ampak vse je bilo lepo pod kontrolo. In normalno gresta domov, tisto svojo hiško, ki sta jo prenavljala. In naslednji dan je bila nedelja, logično. V nedeljo bi bilo čisto normalno, če ona dva prespita, preležita, recimo, da imata malo mačka, da nič takega ne počneta, ampak pol je napočil ponedeljek. In kaj je bilo? Kot sem rekla, ona dva sta zelo pridna, delovna, vzorna delavca in jih je bilo na šiht. Predvsem šef od Ricka, kot sem rekla, sta si bila precej blizu, je se začel sprašovati, kje Rick je, ker ne za enega, ne za drugega ni bilo tipično, da jih ni na šiht. In tudi potem iz službe od Ricka so klicali v službo k Gail in so sprašvali, če je ona prišla in so rekli, da nje tudi ni. In v bistvu potem šef dejansko od Ricka je rekel, jaz grem k njemu domov preveriti in pa tudi starši od Ricka so se mi priključili in so šli k njemu dan preveriti, da je vse ok. So si mislili, ok, upamo, da sta ali malo zbolela, pač oba doma hengata, pa noben ni poklical, ali imate mogoče res močnega mačka, nekaj v tem smislu. Ampak, ko so se končno pripeljali na dvorišče, jim je odlegel iz razloga, ker so videli na dvorišču avto parkiran od njiju in so se mislili, ok, karkoli že sta doma in safe, ni panike, ni bila nesreča, bilo kaj. Ampak to žal ni bilo res. Ko so se temu avtomobilu približali, so noter videli Ricka umorjenega, mrtvega. Mesič? Moj fant jamra, da bi rad gledal Friendse, ampak jih ni na Netflixu. Ko hočeš nekaj gledati na Netflixu, lih takrat tega ne bo, kar hočeš gledati. Ampak imam idejo. Rešeno! I'm so smart. Mu rekla, naj se pretvarja, da je iz Švice, ker če se pretvarjaš, da si iz Švice, oni pa tam imajo Friendse. Če imaš Surfshark VPN, lahko basically klikneš, da si iz kjerkoli po svetu želiš, se pretvarjaš, da si iz kjerkoli po svetu in posledično dobiš celo Netflix bazo filmov in serij. To je samo ena izmed prednosti, recimo, če se boš pretvarjal, da si iz druge države, boš valjda imel tudi cenejše letalske karte, knjige, online shopping, druge članke, pač res si tako vse mogoče v bistvu. Še ena prednost je to, da ti popolnoma zaščiti svoj IP naslov. In če bi vsi kriminalci, o katerih jaz govorim, vedeli, da to obstaja, nikoli presežen, da ne bi nobenega izsledili. Še ena stvar je, če se odločiš za Surfshark One, zraven recimo dobiš antivirus, ker pomeni, da si ultra safe, ne sekira se zaradi ničesar, veš, da ne boš kar en random virus dobil na računalnik z napačnim klikom. Tako da obišči povezavo, ki je spodaj v opisu tega videa za 4 dodatne mesece Surfsharka. Res je amazing priložnost, ker je žitek ful pocen, pa ga pa lahko še share z vsemi družinskimi člani in z vsemi kolegi. Isti link. Zdaj gremo pa naprej v video. Bil je na voznikovmu sedežu, kolena je imel pokrčena spodaj pod volanom, ko da je zdrsel dol iz sedeža. Zgornji del glavo in pač večino trupa imel pa prevrnjeno na tisto stran od sovoznikovega sedeža. V glavi na levi strani je imel 2 luknji, torej od pištole. To okno pri njemu na levi strani na voznikovmu sedežu je bilo odrolano dol, tisto na drugi strani pa je bilo razbito. Se pravi, po neki logiki strel gre tukaj noter, tam razbije šipo itd.
Na tej točki so bili vsi ful valjda v šoku, ampak edina oseba, ki je upala sploh iti naprej v hišo in pogledati, kje je v bistvu Gail, a je živa, a ji treba pomagati, kakorkoli. Starša od Ricka nista upala noter, ker nista mogla se soočiti s še kakšno smrtjo, tako da v bistvu je šel šef noter in je najdel tudi Gail. Ona je pa ležala na postelji, tako kot da bi spala, sploh ne bi ugotovil, da je karkoli čudenega, razen tega, da je imela čez obraz, čez glavo polšter. In tudi, ko so ta polšter odstranili, so videli, da je imela 3 strelne rane v glavi, torej še eno več kot njen mož Rick. Itak takoj pokličejo policijo in policija je začela razmišljati, da prvo, velika verjetnost je, da je ta morilc enega od njiju ali oba od njiju poznal, zaradi tega, ker je imela ona polšter čez glavo in pogosto to storilc naredi zaradi tega, ker ima del remorsa, ko se reče obžalovanja, slabe vesti. Velika verjetnost, da bi njo poznal in bi se majčkeno slabo počutil zaradi tega, ker je naredil in je lažje prekrit obraz. In še drug razlog je to, da je imel Rick pač šipo spuščeno dol, torej komu drugemu boš šipo dol spustil, če ne nekomu, ki ga poznaš, ker tudi z tiste strani je strel prišel. Ampak vodilna ideja je bila, da je možno, da je bila to kombinacija umora in samomora. Torej, da je Rick iz njega, ne vem, mogoče po prepiru, po nečem slabem med njima, šel in ustrelil in ubil svojo ženo Gail in potem šel v avto in ustrelil še sebe. Ampak to je bilo zelo hitro popolnoma odstranjeno od priložnosti, možnosti, zaradi tega, ker valjda ni bilo streljenega orožja pri Ricku, ampak ne bi mogel potem si ustrelil pištolo nekam dati preč. Ko so naprej raziskovali primer, so ugotovili, da tudi ni bil rop. Nič ni manjkalo v tem stanovanju. Tako, njen denar, ne vem, niste bili pozorni, ampak ta denar je ležal vse povsod, v vseh možnih luknjah in špranjah in poličkah. Potem njun nakit oziroma nakit od Gail je bil tudi povsod in njuna poročna prstana sta bila na rokah in ker je to tudi nekaj vredno, prezle bi tat to ukradel, ampak to ni bil rop. Potem so raziskovali prstne odtise in so dobili 6 potencialnih prstnih odtisov, ampak od tega so bili 4 od žrtev, tako da to nima veze. Pa 2, ki jih pa niso mogli locirati svojo databazo na policiji, se pravi, ni bilo od nikogar, ki bi pač že bil nek kriminalc zapisnikom. Niti niso bili to prstni odtisi od koga, ki so jih pač intervjujali v povezavi s tem primerom. Nič ni bilo las, kakršnega koli DNK-ja, oblačil, sledi, podplatov, nič ni bilo, tako da je res bilo nenavadno. Ugotovili so, da sta bila umorjena v zgodnjih urah nedelje, torej ure potem verjetno, ko sta prišla domov iz te žurke. In prišel je spet na pomoč Ryan, brat od Gail, in je rekel, sej res, jaz se spomnim tistega psihobivžga, Lars, kako je možno, da on ima nadzraven, valjda, da ima nekaj zraven, pojte njega preveriti. In ko so šli potem do Larsa in z njemu naredili poligraf, torej ta test laži ali test resnice in razne intervjuje in so zvedeli njegov alibi in vse so ga lahko sam odpisali, ker definitivno ni imel nadzraven. Čeprav je Ryan trdil, da je v bistvu Lars še vedno zaljubljen v njo in da ji ni prebolel, ampak ja. Po 4 dneh je na policijo prišel bivši lastnik te hiše, katero sta ona zdaj renovirala in se bila noter nedolg časa in je rekel, o moj bog, mene so hoteli ubiti, jaz sem kriv za vse. Ta človek je bil v bistvu bivši neke vrste preprodajalec drog, nekaj delal z mamili, ampak je zdaj prestopil za neko zavetje strani policije, je prestopil k kriminalistom, k detektivom, da jim pomaga, v bistvu neke vrste snitch. In je rekel, itak se mi take stvari ves čas dogajajo, ne 4-krat sem že soočenja, vedno me hoče ubiti, ful sem v nevarnosti in že 2-krat so prišli k meni na dom v to staro hišo, ki je bila zdaj od Gaila in Rick in so pač me želeli ubiti. In ja, policija se je mečkem poglobila v to in so si mislili, da lahko bi bilo povezano, ampak konec koncev ni bilo povezano, ni bilo nobene povezave, nobene logike, nobenih sledov in tudi to teorijo so opustili. Pa pazi to, čez en mesec, torej smo tam nekje okrog Božiča, se zgodi en zelo podoben umor, tako 500 metrov preč. Ena Debra je bila in sta prišla domov njen mož in pa še njen oče, ker sta jo iskala in potem jo oče najdu zad za hišo, večkrat zabodeno in prerezan vrat. Što si o tem, da ta Debra je bila dejansko kot paralelka v srednji ali v osnovni šoli od Ricka in je izpadel ful tako povezan primer, na isti lokaciji, isti čas. Jaz ne vem, kakšna soseska je to bila, ampak pazi to, 10 let prej so zaznali, so se spomnili, da je bil še en umor, isto je bila punca z imenom Debra, podobna starost, tako manj kot milja preč in pa so razmišljali, pa to je serijski morilec, tole karkoli že je, mora biti povezan, ker tam se drugače nič ni dogajalo. Najbolj mirna soseska, samo tako 3 umori v kratkem času na isti lokaciji in valjda so mislili, da je to povezan.
Ampak spet, ker niso dejanskih povezav najdel in nič se ni zgodil, je ta primer šel takrat naprej cold. Tako kot sem rekla, skoraj 30 let, prav 24 let kasneje, je šerif v tej okolici odprl novo enoto in ta enota je bila namenjena samo temu, da raziskuje te mrzle primere, ki so pozabljeni, iz razloga, ker so zdaj neke nove finance, pa neka nova tehnologija, da mogoče za nazaj kaj rešijo. In dva dobra detektiva je pripisal tej enoti, bila sta moški in ženska in delala sta skupaj skozi 7-8 let, tako da bila sta res sposobna. In sta valjda vzela pod okrilje tudi ta primer od Ricka in Gail in začela prelistavati vse te dokaze in vse je bilo nekako ok, razen ena luknja. In to luknjo sta potem pripisala bratu od Gail, Ryanu, tisti zaščitniški brat, ki sem ga ves čas opevala, in pa njegovi ženi Pam. Pam jo bomo klicali, mislim, da je bila Pamela pač. Onedva sta opravila poligraf, oba sta izpadla nedolžna, ampak ko so njo vprašali, če sta bila onedva dejansko skupaj za to noč umora, je ona straight up rekla ne. Ni mi jasno, zakaj že v tej točki naprej tega niso raziskovali. Ker njun alibi je bil tak, bila sva skup in sva šla v pralnico, laundromat pri njih obstaja, ker nimajo vsi doma pralnih strojev in tako, in sta šla v pralnico pred oblačila do svojega kolega domov, kaditi travo, spat skup in spat. Ampak ko so njo vprašali, sta bila dejansko skupaj, je rekla ne. Valjda je upravila test, če je pač po prvič povedala, da nista bila skupaj. Ampak kje je on bil? In te dva detektiva sta rekla, ok, to morava valjda raziskati. Keep in mind, da ta brat Ryan in Pam sta skupaj od takrat do zdaj, kot da dolga leta, zdaj smo leta 2011 in skupaj imata 3 otroke plus Pam ima tudi enega fanta, otroka že od prej. V njihovi družini je mečken hecno vse, ker je Pam unaka dela, v bistvu služi denar za vse, za celo družino, Ryan je pa stay at home dad, torej doma in se ukvarjal z otroci. V bistvu je on tudi sam si zelo želel, poudarek na sam, da bo doma vzgajal otroke, se pravi homeschooling, s tem, da se Pam sploh ni strinjala s tem, ona si želela, da gre normalno v šolo. Hočem reči, da se tukaj začne kazati vzorec, da Ryan je controlling, ima svoj prav in nič drugega ga ne zanima, počuti se gazda, čeprav v bistvu ona dela. Detektiva sta naprej raziskovala to sumljivo situacijo, torej če Ryan in Pam kaj skrivata, in sta odkrila, da leta 1987, ko sta se umora zgodila, da je Ryan v bistvu datal 2 baby. Ena je bila Chris in druga Pam, ta, s katero se je potem poročil. In detektiva sta šla do te Chris, da raziščeta, kaj se vse se je takrat dogajalo. In nič nista zvela, nič posebenega. In sta se začela že oblačiti v svoje plašče in odhajati. In že iti ven iz hiše, ko je Chris tako zlaufala za njima in rekla, nekaj pa je, nekaj se pa spomnim, nekaj je bilo čuden. Se rekla, ja, ti sam povej. In je rekla, the weird thing was, da je Ryan na nek način bil into his sister, bila mu je všeč, bila mu je privlačna. Njegova sestra, ki je bila tako 2-3 leta mlajša, Gail. In to je tako na easy. On je tej Chris, torej svoji punci takrat, kazal sliko od Gail v kopalkah, točno to, kar mislim, da je najla tudi tle in jo nalimala, in je govoril, le koliko je huda, le koliko je hot, a ni lepa, vsak moški bi jo hotel. In tudi ba je, ful so imeli potem boljše življenje strani Ricka, ker je imel tudi čoven in so na tisti čoven skupaj hodili, tako da se jim je vsaj kaj dogajalo, ker se pravi, družina od Gail je bila bolj revna. In ko so bili na tem čovnu, je ba je Ryan ful s poželenjem gledal Gail, svojo sestro. In ba je Rick tudi takrat to opazil, tako da ne vem, če so bili v najboljših odnosih, mislim, naj ne bi bili, upam, da ne. Še ena grozljiva stvar pri tem je, da je Chris tudi vedela povedati, da se je Ryan hvalil s tem, da sta imela onedva spolne odnose že, ko sta bila majhna. Govorim, on je bil star 11 in ona je bila stara 9. In on se je s to stvarjo precej hvalil tekom svojega življenja. Že njej je govoril v smislu, ja, sej, nekajkrat je bilo čisto nedolžno, sva se samečkem spoznavala in sva oba hotla to delati, ker je bilo zanimivo in zabavno, ko pa ni več hotla, sem jo pa prisilil. Je enako jo je posilil, že kot otroka. Večkrat verjeten, močno dvomim, da enkrat, ampak on je bil na to ponosen. Detektiva sta si mislila, no, ok, če kaj sled, je to sled, to je fucked up, mi moramo to naprej raziskati, ampak prej njega karkoli valjda obtožba, raba milijon dokazov, ker to ni nič.
In detektiva sta se odločila iti do še ene sestre, torej do sestre od Ryana in od Gail. In ta sestra je bila Cheryl. V bistvu se je bila Cheryl precej blizu Gail in tudi, ko sta detektiva povedala za to stvar o šoku, bila je zgrožena, ni mogla verjeti, počutila se je slabo, ker je vedela, da je sestra to doživljala, pa da ji nikoli ni povedala za to, sama ni posumila, pač bila je disgusted. Ker je pa še bolj weird je pa, da Ryan, ko so detektivi začeli vrtati vanga, je nazaj navezal stik s to sestro Cheryl, ker prej sta zgubila stik, ker sta se skregala nekaj glede pokojnine od njihove mami. Se pravi, skozi so se nekaj kregali glede denarja. In takrat so detektivi začeli zaslišvati ga, je on njo klical in rekel, življenje je čist prekratek, da smo skregani, dajva se pobota, dajva se družiti, bodimo si cool. Tako ful sumljivo, pač hotel je uriti zleske, je vedel, da mu voda teče v grlo. Je pa Cheryl rekla, da se spomni iz pogreba čudnega obnašanja od Ryana. Baje je govoril stvari kot v detajle je opisal, kako si on predstavlja, da se je ta umor zgodil, predvsem umor od Gail, kako je not prišel, kako je imel pištolo, kako jo je ustrelil, kaj je razmišljal in na koncu vsega je še rekel, a vi mislite, da bi jaz to lahko naredil? Take random izjave, a veš, kot želujoč brat bi mogel biti žalosten in tih in ne iti v detajle najbolj grozljive stvari. In vse, kar si je Sharon mislila in verjetno tudi vsi ostali, je bilo, da pač ful čuden procesira in da ful čuden žaluje. Pač takrat se ne bo šli kregal, čeprav je bilo bizarno. Več intervjujev sta te dva detektiva imela, bolj je bilo jasno, da je Ryan se več ljudem hvalil s temi posilstvi in s tem, da mu je pač njegova sestra huda, ker je bilo zdaj že res čist bizarno. Še ena stvar, vodno poslo, na kateri je bila Gail umorjena, ustreljena, je hotel po dobri ceni prodati enemu družinskemu prijatelju. Sploh ne tujcu, da bi se delal, pač, da je vse ok s to poslo, da ni tako haunted, ampak enemu družinskemu kolegu. Precej veliko vlogo v reševanju tega primera je igrala potem tudi teta. Torej, teta od Ryana in Gail je isti dan, ta dan umora, 1987. leta prejela klic od in Ryana in Gail in oba sta v bistvu jokcala in se pritoževala glede eden drugega. Gail se je pritoževala zato, ker je skupaj z njemu podpisala za njegov avto in zdaj je bil on neki dolžen, klasika, spet nekaj glede denarja. Ryan se je pa pritoževal tej teti in je govoril, koliko je ona prasica, se pravi, koliko je Gail prasica, ker se počuti predobra za svojo družino. Kao zdaj ima dober life, zdaj ima vsega polno rit, ima hišo in jo mi več pač ne zanimamo, ker smo preveč revni in taki. Še ena stvar je bila, da na tej točki naj bi družina od Gail in Ryana tudi prodajala svojo staro hišo, ker jih je bilo tako ogromno noter in tako. In so začasno, preden dobijo novo hišo, so šli v RV, torej v ta velik kombi, kako se že reče, s prikolico, I guess. In niso mogli druge biti kot ob hiši in niso najdeli trenutno boljše lokacije kot zraven hiše od Ryana. Predvidevam zato, da imajo WC in te neke osnovne sanitarije. Ampak je bilo to ilegalno, tako je tudi pri nas, valjda. Že takrat je bilo v Ameriki in jih je oblast malo preganjala v smislu, pejte preč, ne morate biti, morate se odstraniti. In je takrat Ryan klical svojo sestro in je rekel, a so lahko pri tebi, ti imaš hišo, pri tebi jih še ne bojo podili preč. In ona se je v bistvu te dolžnosti utresla, je rekla, ne, hvala, jaz imam tukaj svoje življenje, moram poskrbeti za to, nočem odgovornosti toliko otrok, ki bojo ves čas nekaj rabili, ki bojo ves čas hodili na WC, vodo rabili itd. Plus ta hiša se še vedno prenavlja itd. Tako da delno jo štekam, delno je res hotela pobegati temu staremu lifestylu in nikakor ni mogla, tako da v bistvu napišite, kaj si o tem mislite, ker nimamo spet veliko informacij, ampak je malo taka stvar, ki boš pomagal družini, pa spet do katere mere boš pomagal družini, je tako malo pod vprašanjem. In tukaj se potem nadaljujejo intervjuji z Ryanom in Pam. Detektiva veste, da morata nekaj zavleči iz te dveh ljudi. Ampak skozi bolj je bilo jasno, da je Ryan res controlling. Že ko sta bila na intervjujih ali pa da je bila Pam sama na intervjuju, je on tako 100-krat vmes klical, sporočila pošiljal, stal je ves čas pred vrati, ves čas je bil živčen, koliko časa bo ta intervju trajal, ves čas je, pa ne samo to, detektiva je med tem intervjuji ves čas klical in puščal tako 60 sporočil v smislu, vem, da ste nujno zelo, pač morate to delati, ampak greste ful na kurac ali pa ful posiljujete mojo ženo s temi idejami. V glavnem tako res psihotične izjave je imel in skozi je skakal iz tega, ne, sej super, da to delo opravljate, vem, da morate in pa spet uno, in pa je spet zmeril, tako prav bizarno, ta tip ni ok v glavi. In enkrat je bila Pamela na tem intervjuju 3 ure, valjda na koncu tega intervjuja je Ryan tako
zbijal po vratih in jo je želel dobiti ven, ker se je tako sekiral, po moje, kaj bo povedala. In v bistvu je ona tukaj priznala samo to, da je rekla takrat, da nista bila celo noč skupaj, zaradi tega, ker potem, ko sta travo kadila in imela spolni odnos, je on nekam šel in ga ni bilo do 9. ure zjutraj. To je bila zdaj resnica, ne? Ampak ni bila resnica, da ni vedela, kam je šel. Je pa rekla, da je takrat pač verjela, da verjetno se ukvarja z drogami ali pa kaj takega in da posledično se je bala to tudi policiji povedati. Ampak detektiva sta bila pametna, imela sta izkušnje in vedela sta, da Pam skriva še nekaj več. Valjda sta zasliševala tudi Ryana, ampak Ryana nikakor nista premaknila. Nič ni povedal, nič več ni prišlo iz njega in tudi direkt sta ga vprašala, ok, povej, kakšen odnos si imel ti svojo sestro Gail. In je on rekel, kva, o čem govorite? Pa sta rekla, dobro, veš, o čem govoriva, torej o zgodnih spolnih odnosih. In je on rekel, to je bilo samo parkrat, pa še to sva samo eksplorala, tako kot zdravniki in sestre, ne, pač kot otroka sva se igrala, kaj komplicirate. Poj pa tukaj nov intervju, The Interview, ki sta ga imela detektiva s njegovo ženo Pam, ki je končno več stvari prišlo na plano, oziroma vse. Pam se je končno zlomila, očitno se je počutila toliko safe, ker itak se je ful bala Ryana in je rekla, ja, on je prišel dan takrat. Del alibija je bil res, sta bila skup, skadila travo in spala skup in potem je on šel, Ryan je šel. In šel naj bi, do Ricka in Gail. In ko je prišel domov, se je zjokal, Pam se je zjokal, da je ubil Ricka in Gail. In ona je takrat rekla, pusti me, da sprocesiram, ne vem kaj narediti, ne vem kaj reči. In jo je čisto na hitro mal dejansko pustil. Pol jo je pa pod pretvezo, kam gresta, mislim, da je rekel, da gresta, ne vem točno kam. No, jo je napokal v avto, je rekel, da gresta nekam drugam in jo je prisilno odpeljal direkt k truploma od Ricka in Gail. In to je zdaj bizarno. On jo je prisilil gledati v oba trupla, pokazati, kaj je naredil, ker so se pač neki skregali in ko je kazal truplo od Gail, je rekel, kako je lepa, ni ful lepa, kada spi, wow. Glavno, koliko traumatično je moglo to biti. In pa je še rekel, da če bo kadarkoli komu povedala, bo ubil tudi njo, torej Pam. Isti dan je imel Ryan doma enega svojega kolega. Se pravi, predstavljaj si, to je nedelja, takoj potem, ko je on ubil svojo sestro in njenega moža in je temu kolegu povedal, da sta njegova sestra in mož mrtva. Valjda ni rekel, da jih on ubil, ampak je povedal, da sta mrtva. In to je Pam takrat slišala in si je mislila, what the fuck, ker policija teh trupel takrat še ni našla, ampak šele v ponedeljek. Tako 30 ur preden so jih najdeli, je on to enemu kolegu povedal. In zdaj, če dobro pomislite, koliko ljudi je za to vedel, kdo je kriv. In kup kolegov, pa Pam, pa ne vem kdo še, ampak to je bizarno. Pam je on tudi pokazal pištolo, s katero je umore zagrešil, pokazal ji je oblačila, v katerih je bil in jih je potem slekel. Ful je grozil ves čas in tudi sestavil to alibi, ki se ga je mogla valjda na pamet naučiti in itak se ga je toliko bala, da ona tega alibija ni upala spremeniti 30 let. Predstavljaj si, da ta ženska z njemu se potem še poročila, imela 3 otroke, valjda se je pa predvsem ful bala za unga svojega sina, ki ga je imela odprej. Valjda je verjetno grozil tudi njemu oziroma prek njemu in je res groza. Sojenje je bila tudi stvar zase, že ko ga gledaš, ga vidiš, ki je ves čas ali iz tega, da je ful naduvan v to, da se joka in se dela žrtev, kako je on bogi, da ne more verjeti, da mu noben ne zaupa, da so vsi sprali možgane njegovi ženi Pam, da ona mogla z njemu držati, da on ni nič kriv, on je še vedno trdil ta isti alibi v nedogled. V bistvu edina ženska na koncu mu je še verjela njegovim manipulacijam in frustracijam, je bila njegova mami dejansko, torej tudi mami od Gail. V bistvu še vedno ni verjela, da bi jo on ubil. In še vedno je tudi trdil, da tisto, kar sta v otroštvu spolno raziskovala, je bilo čisto oboje stransko in čisto nedolžno in samo 3krat in je bilo enkrat pod tušem in enkrat v 2 drugih primerih, kjer sta bila oba isto radovedna in on ni nič slabega s tem naredil. Skratka, meni osebno največji gnil manipulator, kar si jih lahko zamisliš, controlling, bad man, tako res najslabša vrsta moškega, iskreno. Sociopat, I guess. Tako da jaz upam, da ta družina, saj Pam, da si malo pomogla, ker ona je bila res njegova najbolj dolgoletna žrtev, pa so pa še oni 3 oziroma 4 otroci, tudi upam, da so pojke imeli od tega življenja naprej. Skratka, napišite, kaj si vi mislite o tem primeru, a ste že kaj hitro posumali, da bo Ryan kriv, ali ne? Ali kdo ste mislili, da bo kriv? Predvsem pa ne pozab in obišč povezavo, kaj dol v opisu videa za 4 dodatne mesece Surfsharka. Surfshark je zakon. Hvala, ki ste gledali, če vam je bilo všeč, valjda lajkajte, naročite se, ne vem zakaj še niste, pustite kakšen komentar, malo ljubezni,
Pridni bote, radi se imejte in se gledamo naslednjič. Aj, čau! Bye!